Živjo vsi. Živjo. Bomo počakali še par minut preko začnemo. Živjo. Živjo. Cool. Bomo kar začeli, pa bo še kakšen se nam bo še pridružil. Danes upam, da bo en tak dogodek, ko bo čim bolj interaktiven, tako tisti, ki lahko, dajte se pokazati, če imate kakšno vprašanje, dajte vskočiti, ko bo ena taka luštna skupinca, bomo pa pol seveda se tudi delili prek različnih omrežij, tako ste lahko tudi nazaj prišli na ta dogodek. Nekako danes smo si ta dogodek zamislili tako, da ga razdelimo v 4 sklope. Začeli bomo malo s predstavitvijo, kakšne vse načine imate za iskanje novih kontaktov prek našega društva. Malo bolj se bomo fokusirali potem na kako uporabljati Slack za vzpostavitve novih kontaktov. Bomo imeli Bojano pa Darjo, ki boste malo več povedali o svojih izkušnjah, pa tudi Bojana, ki je vodja za skupnost, lahko tudi malo več povejo še načrtih, kaj mislimo še kaj izboljšati. In pol upam, da bomo imeli čim več časa za Q&A, pa da ste še vi kaj delili svoje izkušnje, ali pa kakšna odprta vprašanja, tako upam, da bomo imeli fajn debatko na koncu. Je pa nekako ta dogodek nastal čisto enostavno na podlagi 2 stvari. Eno je to, da jaz osebno ves čas slišim od koga, Kriste, kako naj poiščem to osebo, ali pa kako naj stopim v stik, ne vem, z strokovnjaki, ne vem, ki se ukvarjajo z dizajnom, tako kot jaz, ali pa z biologijo, tako kot jaz, pa študirajo v, ne vem, Britaniji ali pa delajo v ZDA. Na eni strani, na drugi strani pa zdaj iz ankete, ker smo ugotovili, da enostavno
je največ ljudi vprašalo, kako iskati pač te kontakte nove in tudi iz dejstva, kjer smo videli, da tisti, ki so na Slacku, povprečno spoznajo pridobijo še enkrat toliko novih povezav, kot tisti, ki niso. Tako da za tega bomo tudi naredili en tak deep dive v sam Slack, katerega bo vodila Brina in je malo več povedala zelo konkretno, kako ga čim boljše uporabljati. Zelo na kratko, ampak za tiste, ki ste tukaj bolj novi, društvo TIS združujemo že preko 2000, zdaj nas je 2125 članov društva, razpršeni smo po 51 državah sveta. Naša misija pa je enostavno, da zmanjšujemo razdaljo med tujino in Slovenijo in glavna stvar tega seveda je povezovanje. Zaradi tega je tudi ta dogodek zelo pomemben in nekako je res v srcu naše misije, da vam omogočamo, da se lahko Slovenci med sabo povezujete tako lokalno, kot tudi globalno in strokovno. Cool. No, zdaj pa gremo na glavno stvar, 4 načine, kako lahko pridobivate nove povezave prek vtisove mreže. Prva možnost so dogodki pa druženja, druga možnost je Slack platforma, tretja je mentorstvo, zadnja možnost je pa potem iskanje kontaktov preko info e-maila. In bom malo šla od enega do drugega, pa malo povedala iz svojih izkušenj, pa od tega, kar slišim od drugih članov, kaj so nekako prednosti pa slabosti vsakega načina in pa mogoče kdaj kateri način uporabiti. Prvi je ta, ki ga najbolj vsi najbolj poznate, mislim, da tudi večina članov nas pozna prek naših lokalnih dogodkov in to je en način enostavno vzpostavitve novih kontaktov, ampak vsi vemo, tukaj se gre super za spontano povezovanje, super je za ustvarjanje lokalne mreže, ker najbolj so seveda tisti, ki so v živo, da se v živo vidite, pa spoznaste, in pa tudi super za spoznavanje novih prijateljstev, ker vidite tukaj na sliki, ponovadi naša druženja niso samo tista neka zelo formalna, ampak se imamo fajn, se družimo in vsaj jaz osebno tudi vem, da sem večino kontaktov, ki sem jih dobila recimo prek vtisovih dogodkov, se še zdaj ves čas družimo v Londonu, tako ni nikoli dolg cajt. Imam pa tudi nekako slabo stvar ali pa neke manj dobre točke povezovanja prek dogodkov v živo, namreč zelo pogosto je omejeno na lokacijo. Tiste dogodki, ki so pa pol virtualni, pa prek Zooma, pa seveda ni ista stvar, če se sam prek Zooma vidiš, pa zelo težko je narediti nek networking prek Zooma. Prav tako tudi smo že slišali od novih članov, če se nov član je včasih malo neprijetno, če pride sam na dogodek, in mogoče tisti, ki niso najbolj, ne vem, ki se počutijo neprijetno, da kar pristopiš k eni novi osebi, mogoče to ni najboljši način za spoznavanje nekako tistih prvih kontaktov Slovencev v tujini. Hkrati pa ja, upam, da to možnost že izkoriščate, kar se da. Se pravim, te lokalni dogodki, oziroma dogodki v živo, imamo po 15 državah sveta, tako da dajte spremljati naša socialna mreža, Slack in pa Novičnik, pa seveda spletno stran, da zasledite, kdaj se kaj dogaja v vaši državi, kjer se nahajate. Prav tako pa imamo tudi nedeljske kavice. Prvo nedeljo v mesecu, nedeljska kavica pa enostavno zelo sproščeno druženje prek Zooma, ki je pa bolj na globalni ravni. Okay. Druga možnost vzpostavljanja kontaktov je naša Slack platforma. O tem bo čez par minut več povedala tudi Brina. Zdaj Slack je nekako najboljši način in najhitrejši način, ko iščete nove kontakte. Namreč na Slacku imamo 1375 naših članov in
Kar je fajn glede Slacka je, da ne rabite posrednika, ne rabite kontaktirati, ne vem, Mance ali pa mene ali Bojane ali kogarkoli, ampak lahko enostavno sami to naredite, kadar se spomnite, ob polnoči ali ob enih zjutraj, res 24/7. Prav tako je Slack tudi zelo dober za ustvarjanje strokovne mreže, ker imamo, ker se nekako smo oblikovali te naše kanale glede na stroko, tako da zelo lahko poiščete ljudi, ki se ukvarjajo s podobno stvarjo kot vi. In lahko ste zelo spontani, torej prek nekih pogovorov ali pa zelo targetirano, ko dejansko poiščete tam pri People, pa iščete, ne vem, kdo se ukvarja z dizajnom. Je pa seveda ta negativna plat oziroma minus, ker vemo, da za tiste, ki mogoče Slacka niso prej uporabljali, je malo nejasno, kako uporabljati čim bolj to platformo, ampak upam, da od danes naprej bo lažje, ker vam bomo tudi to predstavili. Tukaj je sam primer, katere vse kanale imamo, recimo glede na področja, imamo ekonomiste, healthcare, kreativce, podjetnike, data science in tako naprej, pa tudi bolj interesne skupine od tistih, ki se ukvarjajo s športom, Slovenke po svetu in tako naprej. Tretja možnost vzpostavitve novih povezav ali pa kontakta je seveda program mentorstvo. Zdaj, tukaj najboljši, kdaj boste to uporabljali, takrat, ko iščete nek support network in iščete neke bolj dolgotrajne odnose in pa dobra stvar tega tudi je, da je zelo targetirano pa skoordinirano. Torej, vi nam poveste, kdo bi hoteli, da je vaš mentor, z katerega področja, z katere države in potem tudi mi vam tukaj malo pomagamo vzpostaviti to povezavo, tako da je ta nekako nova povezava tako zelo lepo skoordinirana. Zdaj, spet minus tega pa je, da je iskanje možno le ob določenem času. Torej, rok za mentorstvo je 2-krat na leto in takrat lahko dobite. In za naslednjič vas tudi lepo vabim, 30. septembra imamo naslednji rok za mentorstvo. Tako, če vas to zanima, vas lepo vabim, mogoče bi tukaj Brino ali pa koga vprašala, če sam deli link do mentorstva za tiste, ki bi vas to zanimalo. Mogoče tudi še ena fajn stvar, pred kratkim smo tudi dodali filter na podstrani mentorstva na spletni strani, tako da lahko iščete mentorje po področju in pa po državi. In po zadnje seveda tudi iskanje novih kontaktov prek infomaila. Zdaj, ta način bi nekako prosili, da je tu zadnja možnost, če vse druge možnosti vsi ostali načini niso mogoči. Torej, iskanje specifične osebe, recimo, če se vam kdo odzove na Slacku, pol dajte pač nam pisati, ali pa če rabite ful specifično osebo, ne vem, ki je študirala na določeni fakulteti, pa je ne dobiste ne prek mentorstva, niti prek Slacka, pol seveda dajte nam pisati in bomo mi pač vas pokonektali. Zdaj, minus tega načina iskanja kontaktov je to, da imate pri tem seveda posrednika. Torej, za varovanje podatkov moramo mi, ko dobimo to osebo v naši podatkovni bazi, moramo najprej te osebi pisati, če se strinja, da delimo kontakt in za vzpostavitev kontakta ponavadi tudi zelo dobro, da nam tudi poveste razlog vzpostavitve povezave. Spet še en minus tukaj je, da nekako ne dobiste takojšnjega odziva, nekako obljubljamo, da odpišemo v roku 5 dni, seveda probamo čim prej, ampak enostavno, ker dobimo zelo dosti mailov, ne moramo nekako obljubiti takojšnjega odziva. Tako da to je nekako zadnja možnost, seveda pa vas z veseljem povežemo, ampak bi vas prosili, da zmeraj najprej pogledate Slack ali pa mentorstvo in nam pišete šele, če ne dobiste tega kontakta prek Slacka.
Zdaj bomo šli naprej na Slack, ampak bom tukaj sam naredila pauzo, če ima že kdo zdaj kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar. Ok. Gremo na te glavno stvar. Brina nam bo zdaj malo pokazala, kako čim boljše uporabljati Slack. Še enkrat poudarjam, Slack je postala naša glavna platforma za komunikacijo, za iskanje kontaktov in tako naprej. Tisti, ko se na Slacku dobijo še enkrat več novih povezav in kontaktov, kot tisti, ki niso na Slacku. Tako da vas res lepo vabim na to našo platformo, če niste še. Bom pa tudi čez par minut, zdaj, ko bo Brina začela govoriti, bom tudi delila link do Slacka, tisti, ki niste še gor. Brina? Ok, živjo. Torej, ja, kakor je že omenila Kristi, Slack je ful dobra alternativa za spoznavanje novih ljudi v zdaj tej digitalni dobi, ki se še vedno nadaljuje. Zdaj, v teh nekaj minutah, ko bom imela jaz predstavitev, vam bi predstavila za vključevanje tele 3 točke, ampak če vas pa zanima v bistvu še več, smo pa objavili tudi na spletni strani društva cel članek o uporabi platforme Slack. Bom jaz ali pa če boš Kristi zdajle kar tudi delila to. In če vas zanima kaj bolj podrobno ali pa kaj takega, si lahko tudi tam vedno pogledate kakšne tipse, kaj takega. V glavnem 3 točke, s katere bomo šli, je predstavitev v kanalu Predstavi in sodeluj, kako se vključiti v interesne skupine in poiskati specifične ljudi preko Slack Connect in v bistvu pa pogledati si bomo tudi, kako si vi lahko čim boljš nastavite profil, da bojo tudi vas drugi lahko našli, ne samo torej vi drugih. Pa bi še omenila par nekih čist takih uporabnih integracij, kot so pač threads, reakcije in neke datoteke v Slacku, pa neke take bolj zabavne stvari, ki se jih mogoče bolj poslužujejo za kakšne raziskave ali pa kaj takega. No, bom kar delila zdaj moj Slack, ki bo verjetno tako najlažji, da si boste to čim bolj predstavljali, ker s temi screenshoti, to je bolj tako. Ok, se vidi? Ja, super. Ok, v glavnem. Evo, tle nam imam že odprto naš kanal Predstavi in sodeluj. Torej, ko si vi naredite profil na Slacku, mogoče ga eni že imate, če ga še nimate, vam bomo poslali link, da se lahko v pač platformo Društva Vtis Slack vključite. In ko se boste vključili, vam bomo tlele na levi strani, v temle sidebaru, se vam bojo pokazali kanali, ki boste v bistvu že vsi na začetku vključeni v njih. In eden izmed teh je Predstavi in sodeluj. In tukaj se ljudje, kakor če lahko tlele malo poskrolamo, neki primeri, kako se ljudje, ki pridejo, kakšni novi, kakšni ne novi, se predstavijo, povejo, iz kje prihajajo, kaj delajo, kaj iščejo, mogoče kakšna služba, kakšno sodelovanje, kaj takega. In vidite, tudi odzivi, ogromno dobrih odzivov, tako da, če si kdo kaj takega želi, se nič bati, nič ne biti naroden, lahko komot napišete, pa sigurno boste dobili kakšno reakcijo, kakšen odgovor, kjer so tukaj sami dobrodošli ljudje. Druga stvar, kakor sem rekla, je, da se lahko vključite v interesne skupine. Kristi jih je že prej naštela, kjer so, in zato je najlažje, da tukaj gor, ko vidite naslov Search in Društvo Vtis, kar napišete, naprimer, če iščemo interesno skupino Healthcare, tlele najdemo, nam skupino takoj najde in se lahko tlele z Join Channel kar vključimo v kanal in
se predstavite noter, pogledate, kaj se kaj dogaja, opala, in začnete sodelovati. Pa še tretja stvar, ki sem jo hotela omeniti, je pa, da kako iščemo specifične ljudi na Slacku. Torej, to je pa najlažje, da naredite tako, da greste tukaj isto sidebar, ko piše tukaj Slack.net, v spodaj kliknite more in je tukaj tale razdelek People and User Groups. Tlele, če pogledamo, evo, tukaj v bistvu vam najde vse ljudi, ki so vključeni v Slacku. In tukaj, kakor je že prej Kristi omenila, naprimer, če iščete koga specifičnega, naprimer, ja, ki se ukvarja na področju dizajna, napišete tlele dizajn, evo, že najde, pogledate in najde osebe, ki imajo pač napisano v profilu, da se ukvarjajo z dizajnom, kliknete na njih in jih lahko kontaktirate kar takoj. Zdaj pa, tlele imam že odprto, Kristi, ki je zelo dober primer, kako je najboljše, da si vi nastavite profil, da lahko tudi vas drugi najdejo. Tukaj, naprimer, vidite, da Kristi piše, da je pač predsednica društva in s čim se ukvarja in tukaj tudi piše, kje se nahaja. Zdaj pa, kako to narediti? V vašem profilu, tlele na desni strani, lahko pogledate, kaj je tlele vaša profilna slika, kliknete, imate tukaj možnost profil in si lahko profil uredite. Tlele edit in napišete, torej, kaj je vaše ime, kaj delate, s čim se ukvarjate, lahko dodate telefonsko številko, time zone, date profilno sliko, da se vas lahko ljudje mogoče v spominu najdejo. To so take, naprimer to, kaj delate, je pač najbolj ključno, kakor smo že rekli, da vas lahko pač ljudje potem najdejo. Pa še tukaj pri statusu lahko napišete, torej, kje se v bistvu nahajate. Če kliknete tukaj, pa napišete, torej jaz se zdaj nahajam v Sloveniji, pišem Slovenija in bojo vsi vedeli, kje se nahajate. Pa če gremo gremo kar nazaj na ta profil, zdaj še nekaj par uporabnih integracij, ki mogoče, da vam bo pomagali, da bo pač vaše uporabljanje Slacka čim bolj efektivno, da vas tudi ne bo motil. Veliko ljudi, naprimer, se vključi Slack, pa jim gre pol na živce, ko dobivajo notifikatione iz ogromno kanalov, ki jih mogoče ne zanimajo toliko, pa take stvari. Torej, vi se lahko v vsakem kanalu, kjer ste vključeni, naštimate točno določeno, kakšno obvestila vi hočete dobivati. To pa naredite tako, da, evo, zdaj sem jaz v tem kanalu Predstavi in sodeluj, kliknem gor in tlele get notifications in lahko naštimam, kako hočem dobiti notificatione. Torej, za vsa sporočila, lahko jih sploh ne dobim, lahko jih pa dobim samo takrat, ko me nekdo označi. Torej, to, da nekoga označiš, je ena integracija, kjer lahko označimo torej 3 stvari v bistvu, specifično posamezno osebo, ali pa lahko v bistvu tudi kar cel channel skupaj in torej sporoči tistim, ki imajo tako naštiman. Torej, to je ena super stvar, kjer si lahko vi za vsak kanal posebej naštimate. Če vas Predstavi in sodeluj zanima, si lahko pač tukaj označite, hočem dobivati vse, mogoče kakšna interesna skupina vas vse zanima, napišete, da bi radi vse, ostalo si pa lahko tudi izključite, pa pogledate samo takrat, ko vas kaj zanima, kaj iščete, kaj tazga, za ostalo pa dobivate notificatione res pač za tisto, kar vas zanima. In uporabljate Slack najbolj efektivno, kar lahko. Pa še enih par trikov mogoče, da vam bo jasno, čisto bolj, kako Slack uporabljati. Naprimer, prvo lahko povemo to, da na vsako sporočilo, lahko da se teh sporočil ne nabere čisto preveč, odgovorite v threadih. Torej, to je takole, kliknete samo na sporočilo, pa na tale oblaček tukaj kliknete
In tukaj lahko torej vidite, direktno na neko sporočilo odgovorite. To je pač ful dobro, da se ta sporočila ne nabirajo in je pol vsega preveč, ampak da je nekako vse zelo bolj urejeno. Neka taka v bistvu zelo taka simpatična stvar so reakcije na sporočila. Tole date tukaj, kaj se tale smiley nahaja, pa ne vem, date like, srček, smiley, karkoli si mislite o tem sporočilu. Tole označite ljudi, tlele, ki se ta afna nahaja, to je tisto, kar sem prej govorila, mentions, da lahko točno targetirate neko specifično osebo. V bistvu to, tlele, če vidite, lahko prilimate neke linke, take stvari. Še ena stvar bi bila, v vsakem, če si mogoče tlele v tem channelu liti ni toliko veliko tega, ampak recimo tukaj lahko za vse neke file, ki jih nekdo pošilja, jih lahko najdete tlele isto, če spet kliknete na channel in se vam tukaj, vidite v spodaj, vse prikaže, vse na enem kraju, da vam ni treba scrollati potem po celem kanalu in iskati neke določene stvari, ki jo iščete. To v bistvu bi po mojem bilo to od nekih osnov, ki bi jih rabili za to, da pač lahko začnete uporabljati Slack čim bolj efektivno. Če pa ima zdaj še kdo kakšno vprašanje za kaj bolj specifičnega, pa lahko vpraša, oziroma kakor sem že rekla, če vas bo še kaj zanimalo, se lahko tudi vedno obrnete na naš članek, ali pa vedno lahko napišete pa vprašate še za kaj, kar vas mogoče zanima. Ampak to, kar smo zdaj povedali, je že dovolj, da vi začnete efektivno uporabljati Slack, spoznavati ljudi, tiste, ki hočete in imate naš čim manj profil točno tako, da lahko vas kdorkoli najde, ki se zanima za take stvari, kot vi, dela take stvari, kot vi, oziroma se nahaja v isti državi kot vi. Ok. Super, hvala, Brina. Smo tudi poslali članek, tako da kar poklikite, ker vem, da je bilo dosti stvari zdaj, sem zdaj bilo kar dosti informacij, no. Tako da imamo, prav za tega smo tudi napisali članek, lahko v meri se tu pogledate. Zdaj, na vsaki strani teh platform in tako naprej so ponavadi zmerno zgodbe, članov, ki so pa najbolj pomembne. Tako bi lepo povabila Darjo Šalehar in pa Bojano, če mogoče vi dve malo deliste. Na kakšen način ste vi dve, ko ste se pridružili društvu, mogoče na začetku iskali povezave in kako ste se zdaj naučili iskati povezave tudi z novimi platformami, ki jih uporabljamo, recimo predvsem Slack. Bojana, mogoče če ti začneš. Hvala, Kristi, mene je ravno kar malo prekinilo, tako da če so težave, mi kar pomahajte, pa se bom prestavila v drugo sobo. Ampak mogoče moja osebna izkušnja gre že kar nekaj let nazaj, pa moram tudi en disclaimer dati, da jaz uporabljam Slack tudi za službo, tako da mi je kar, pač sem zelo navajena uporabnica Slacka. Drugače pa pri vtisu sem Slack dosti uporabljala na začetku, da sem se spoznala z ljudmi v Veliki Britaniji, ko smo se pač na dogodkih kdaj srečali, potem Slack bil naša iztočna točka za naslednjo komunikacijo, ker ponavadi si ne izmenjaš telefonskih kar na licu mesta, ko se prvič spoznaš, in smo se potem našli na Slacku. Bila sem tudi precej aktivna pri organizaciji dogodkov, tako da smo si potem znotraj Slacka odpirali te manjše skupinice, ker Brina ni šla skozi vse stvari, ki jih lahko, ampak med drugim si lahko tudi manjši chat odprete, lahko ga naredite tudi privat, recimo, je zelo fajn za kakšne organizacije. Pa če recimo ljudje nočejo v bistvu svojega WhatsAppa ali karkoli drugega dati, se mi zdi, da Slack je zelo dobra alternativa. Drugače zelo rada recimo
pogledam razne kanale, ker zelo čist na vrhu lahko mogoče najdete včasih kakšne bookmarks, recimo novosti. Jaz ne sledim temu kanalu ves čas, ampak je pa recimo na vrhu označeno ta novičnik in ga v bistvu lahko grem pogledat, kadarkoli želim in se potem updatem za nazaj. Tako da veliko kanalov je takšnih, ki jih recimo ne uspem spremljati redno, ampak recimo vem, kje najti informacije in ja, bi bilo zelo dobro vedeti, če recimo drugi tudi veste za te trike ali jih mogoče moramo malo bolj izpostaviti. Tako da to, ja, bi bilo zelo fajn slišati, no tudi, kako ga drugi uporabljate, ampak jaz ga predvsem uporabljam, da se pridružim kanalom, ki me zanimajo, recimo sama sem v healthcare, ker delam na tem področju, pa tudi podjetniki. Tam kdaj včasih pošljem, spremljam kakšne zanimive linke, ki jih drugi delijo. Ja, drugače pa, kot sem rekla, za kakšno organizacijo dela in te stvari. Tako, mogoče še Darja, lahko še ti deliš, pa potem povprašamo še ostale, da se tudi sama rada naučim, kako drugi uporabljate stvari. Ja, jaz sem se pa v TIS-u pridružila med mojim študijem na Nizozemskem, no, in sicer najprej prek dogodkov v živo, ki je bilo nekako zelo fajn, ker jaz poznaš še ostale Slovence, ki živijo tam na Nizozemskem, no. Potem sem bila tudi na enem dogodku na ambasadi in potem na kariernih dnevih tukaj v Sloveniji. Potem pa, no, ker sem bila veliko prostovoljka že v svojih študentskih časih, no, sem nekako se odločila, da se pa malo tudi aktiviram, tudi tako da pomagam s pomočjo dogodkov, ker se mi je to vedno nekako zdelo najlepše, zato malo bolj navezati konekšne, ker ne vem, ko z ljudmi narediš nek skupen projekt, se mi zdi, da jih zelo dobro spoznaš. Tako da ja, sem se v bistvu odločila, da se prek tega priključam. Ja, Slack se mi zdi pa super, tako kot je Bojana rekla, za tako informiranje o različnih temah, ga tudi dnevno uporabljam. Zdi se mi tudi tako zelo fajn, ko so zdaj te interesne skupine, pa s tem opisom, recimo, ko vidiš, kaj kdo počne, no. Recimo sama delam se ukvarjam z digitalizacijo healthcarea, in mi je bilo recimo zanimivo, ker sem videla, da je nekaj zdravnikov, ki delajo v NHS-u, pa so Slovenci, to je pač glavna stranka, za katero delamo, in sem jih recimo kontaktirala, ker sem od njih, ne vem, hotela jih čisto par stvari vprašati, kakšne imajo izkušnje z delovnim procesom, pa tako. Ja, drugače pa sem tudi tukaj v Sloveniji dosti aktivna, no. Organiziramo, mislim, večkrat se dobimo na kakšni pijači z lokalnim odborom, nekaj tudi športnih aktivnosti, no, Nika recimo je zelo pobudnik za hribe, tako da gre zelo velikokrat. Tako da se mi zdi tudi fajn priložnost se tukaj malo podružiti v Sloveniji, pa mogoče še ena priložnost je tudi na kakšnih konferencah. Lani sem sodelovala kot predstavnik podjetja na tej dnevih inovativnosti, kot pač eden od govorcev iz VTIS-a, in je bilo tudi zelo fajn, ker smo se pol tudi čez cel dan, nas je bilo kar nekaj pol povezano. Tako da mislim, da z VTIS-om imamo tudi kar nekaj priložnosti, kjer se lahko udeležite kot kakšen govorc, tudi na simpoziju, ki prihaja decembra, in da je tudi ful fajn priložnost za mreženje, ker je pač neka tematika in zelo hitro navežeš pogovor še z ostalimi VTIS-ovci, no. Tako na hitro. Super, hvala. Ja, glejte, zdaj naslednji korak je, da se vsak, če se niste še predstavite v predstavi se in sodeluj kanalov, bi pa zdaj malo odprla za vse vas, da mogoče vsak še kaj vpraša, če imate še kakšna odprta vprašanja, ali pa če mogoče podelite svojo izkušnjo, kako ste vi ali pa kako vi iščete kontakte preko društvene mreže. A pa če imate kakšno novo idejo, kako bi lahko še kaj izboljšali, smo zmeraj veseli novih idej. Mogoče, da prekinemo to tišino, bi samo delila še eno svojo izkušnjo, in sicer
Jaz recimo dolgo nisem vedela, kje točno najti vse te kanale, ker Kristi, ti si odličen primer, ali ne vem, kdo je delil ekran. Ogromno kanalov, del katerih jaz nisem, ne? In sem se vedno spraševala, kje lahko sploh jaz najdem pregled teh kanalov, da vidim, katere bi se pridružila. Tako da, ja, če se tudi slučajno vi ukvarjate s tem, kje najti, sem prepričana, da Brina to vključila v navodila. Ampak je zelo fajn, je dosti kanalov in sem prepričana, da lahko vsak najde nekaj, kar vas zanima. Lahko pa že to še enkrat pokažemo. Tudi lahko, ja. Ja, in pač jaz sem v vseh kanalih, pač zdaj moje vloge, ampak večina ljudi bo imela mogoče, ne vem, enih 50 kanalov. Vi, ko imate kanale, tudi ad, pa lahko browsate kar vse. Evo, tle sem imela že odprto. Pa pogledate, kaj vse je tukaj, ker jih je kar veliko. Tako da lahko tudi kar vprašate, če imate kaj specifično v mislih, pa bomo lahko takoj povemo, če imamo, pa nimamo. Ampak imamo vsega od ad futura štipendistov, ki se delijo skupaj na svete, strokovnih skupin, kot so ekonomisti, healthcare. Recimo, COVID zdaj je malo manj pomemben rad, ampak recimo je bil zelo dober kanal, ker smo se izmenjavali informacije o trenutni situaciji, ali pa če kdo potoval iz ene države v drugo, je lahko takoj so se recimo vtisovci, ki delijo za zunanja ministrstva po svetu, ali pa enostavno so imeli izkušnjo potovanja, so delili svoje izkušnje, tako da je ta Slack res, enkrat, ko ga malo znavigiraš, je res top stvar, ki neverjetno, no, kako se vsak poveže en z drugim in se najde. Kaj pa ostali, ste vsi na Slacku, ga dosti uporabljate? Je bilo to zdaj kaj novega ali ste že nekako vse vedeli? Ne vem, imamo Ajda ali pa Andraž, Špela. Malo se pokažite, no? Jaz sem že dolgo na Slacku in mi je pomagal, medtem ko sem iskala mesto za PhD, sem kontaktirala eno punco, ki je na isti univerzi, pa zdaj, ko sem šla na internship tudi v UK, sem tudi kontaktirala glede pač tega mesta na Škotskem, pa v tisti knjižni klub kanalu sem v Belgiji, pa v UK-ju, pa v glavnem, meni je fajn, ampak I don't put myself out there, jaz nisem dala tisti predstavi in sodeluj, ker se mi zdi, da imaš samo eno malo reklamico in da se nič ne rodi naprej iz tega. Drugače pa, ja, tudi uporabljam ta brskalnik, če napišeš univerzo, ti potem napiše, kdo je kadarkoli omenil v kakšnem threadu, pa je zelo uporabno. Tako da meni se zdi Slack fajn, pa upam, da ga bo še več ljudi uporabljalo, ker se mi zdi, da ga samo tako minority uporablja. Aha, Špela, še nekaj, hvala, Ajda. Super, ampak mogoče še tu tistem drugom, ki se pa niso še toliko pogumili, kakšna je bila tvoja izkušnja, se ti zdi, da ljudje v glavnem odpišejo, pomagajo ali dosti časa čakaš, da dobiš kakšen odgovor? Jaz sem bila zelo pozitivno presenečena, predvsem na Slacku se mi zdijo odzivni. Pisala sem ljudem, ki so bili ali v Švici, v Štokholmu, v Londonu, pač na razne konce. In se mi zdi, da komunikacija prek maila traja dlje, ker eni so mi pa rekli, napiš mi mail, pa tisto potem dlje časa trajalo. Prek Slacka je pa precej hiter, zelo prijazni, res pač, recimo za Škotsko mi je ponudila, sem nas tudi pri njej, če nič ne najdem, pa tako. Tako da zelo pozitivno. Nikoli ni bilo tako, da bi me kdo ignoriral, pa tudi Manca je zelo odzivna prek Slacka. Ja, naša Manca, nič nam je brez nje.
Super, hvala za deljenje te izkušnje. Ja, vidim tudi, Špela je komentirala, ja, da je težko navigirati, predvsem, ker treba navigirati med različnimi devicei. Jaz bi tudi ful res polagam na srce tistem, ki bi radi bili malo bolj vključeni v to skupnost in up to date. Ful se splača downloadati pač si aplikacijo na telefon, ki pol pač ves čas lahko čekiraš, če kaj novega, predvsem recimo na kanalih, katerem slediste, ne? To je zmeraj fajn. Aha, Lina, ja, povej, ali pa vprašaj. Živjo, se sliši. Živjo. Jaz bi rekla nekaj, meni je bilo v bistvu, takrat, ko se je začela pandemija, smo imeli te online evente, ki so bili na določeno temo. Takrat sem bila tudi jaz povabljena, da naredim eno predstavitev. In v bistvu meni je bilo to ful fajn, ker sem takrat v bistvu ugotovila, kateri ljudje sploh obstajajo, pa kakšne teme, s katerimi temami se ukvarjajo. In to je bilo v bistvu tudi v tistem nekem obdobju, ko smo se mi začeli pa z mediji ukvarjati. In v bistvu sem ugotovila, ta pa ful ve o tej stvari, on pa ve ful o tej stvari, tega bo pa ful dobro pač kontaktirati enkrat, ko bomo prišli do te točke, da bomo rabili njihovo znanje. Nismo še prišli toliko daleč, ker pač ta podnebnik zdaj skupaj sestavljamo, ampak to je vse volontersko, tako kot je vtis volonterski, tako da to vse traja. Sploh pa tukaj je ogromno moraš ogromno dela vložiti v smislu znanosti in vsega. Tako da meni je bilo to ful fajn, tista predstavitev, sicer ne vem, koliko je to na dolgi rok, ampak takrat sem v bistvu šele začela se z vtisom bolj ukvarjati, do takrat pa niti ne. Kar se pa Slacka tiče, pač sem aktivna, sam bolj ugotavljam, da ogromno ljudi ni aktivnih. To je eden izmed problemov. Sem pa v bistvu recimo našla eno punco, ki tudi tukaj v Bergnu, kjer sem jaz dela, tako da se na vsake toliko vidva, pa to je ful fajn. Pa zdaj, ko sem v lokalnem odboru, sem z lokalnim odborom večkrat vidimo, tako da imam malo več tiste slovenščine in vsega, tako da je kar kul. Ja, pa na ambasadi sem tudi spoznala pa ljudi, tako da ja, kar fajn. Tako da v bistvu kombinacija vseh živih stvari, ki ti na koncu res pomaga. Super, hvala za deljenje. Ja, ideje sveta, to smo imeli zdaj pred kratkim debato o tem, malo zdaj čistimo dogodke, ne? Kar se je začelo dogajati, je, da pa imaš preveč dogodkov in pol ljudje ne vejo več, kateri je kaj, ne? In hkrati so postali te virtualni dogodki zmeraj manj obiskani, ne? Zato, ker ljudje pogrešijo ta in person. Tako je tukaj zdaj tudi raziskujemo različne kanale, ne? Bi šli malo bolj na podcaste tudi, ne? In pa bolj na povezovanju, vzpostavljanje kontaktov recimo že z obstoječimi konferencami v Sloveniji, ne? Tako bomo videli, malo še testiramo zdaj v novem post-covid svetu, če lahko rečemo post-covid, bomo videli, kako bo. Ampak super. Ja, sej totalno človek razume, da pač, ja, različne, ampak podcasti tudi zvenijo ful fajn, ja. Ja, če ne poznaste, podcast Inovator, pogledajte na Spotifyju, ga ima čez Bojane, res pač top. A to ima vtis čez, ali pač na ta res? Ok, cool. Bomo pogledali. Ja, mogoče, če dobiš link in ga deliš, je bil super. Bo pa sama. Ja. Ana, povej, a poprašaj. Ja, živjo. Ja, jaz sem pa zdaj zasledila, da so skupine za tako posamezne države, pa ja, mene zanima, kako pač do njih pridem, pa se pridružim, ker zdaj sem na Nizozemskem. Super. Brina, mogoče kar ti pokažeš, kako? Te ne slišimo? Ja, evo.
Lokalne skupnosti, a za lokalne skupnosti to? Ja, ja. Načeloma se tudi tukaj, ko sem kazala prej, da iščemo kanale, a ne, ko je prej Bojana omenila, kako pač jih dodati. Lahko tle, kje si rekla, da se ti nahajaš? Nizozemska. Evo, Nizozemska in tle napišem lokalna skupnost Nizozemska. Ne, moraš drugo vzeti, sam Nizozemska, to je za lokalni odbor. Sorry. Torej, evo, super. Torej, za lokalne odbore je tako, da jih imamo zaprte, tako da ponovadi to Manca povabi noter. Sem te pa lih zdaj dodala. Ponovadi ona se to spremlja. Tako, večina kanalov je odprtih, razen lokalne skupnosti pa so pa zaprte, tako da ponovadi vas kar mi dodamo avtomatično. Tako, zdaj sem te dodala, zdaj mislim, da bi morala biti v kanalu Nizozemska. Ok, v redu. Drugače sem si pa Slack naredila, ne vem, nekaj mesecev nazaj, ko sem pač sam videla e-mail od vas, pa sem pridružiš se. Pa sem pa pozabila, da sem nikoli nisem predstavila v resnici, pa sem nekaj začela objavljati, pa sem kako dobila sporočila, ste se praviš predstaviti, tako da sem vse. Super, ja, to je zmerno fajn, ko pol je malo smotano, ja, ki se moraš predstaviti, ampak hkrati pol ljudje vidijo, jaz pa delam nek podobne, kot ti, idemo se pokonektati. Mogoče tudi, in res spodbujamo se, če nimate še, dajte se roditi tudi profil in si malo napišite pač svoj poklic, čim se ukvarjate, ko pol vas bojo tudi ljudje dosti lažje dobili, ko browsajo. Jaz sem samo hotela reči, če je pa še kdo tak, da je pač zaprt kanal, pa ga zanima, da bi ga vključilo v kakšno lokalno skupnost, je pa tole od Mance profil, če kdo, ko se Manca omenja, ne ve, kdo je Manca. Manca je vodja pisarne in ima vse čez, tako da pač za karkoli je, se lahko njej piše, pa bo ona vam tudi pomagala, no, če je kaj tazga, če bo še kdaj kakšno tako vprašanje. Hvala. Cool. Ampak ja, zmeraj bežite pač ta browse channels in pogledajte malo, katere so stvari, ki vas zanimajo, pa se priključite, pa malo se predstavite. Nekako Slack je toliko dober, kakor je dobra skupnost, ne? Tako da je vse odvisno od nas samih, ne? Koliko ga uporabljamo. Tako da, ampak upamo, da bo zmeraj več aktivnih članov to uporabljeno. Še kakšno vprašanje ali pa kakšna izkušnja, ne vem, Klemen, Omar? A pa Vasja? A pa kdorkoli drug, drugače pa je tako zaključimo. Jaz bi sam še rekla, da ne smemo zapostaviti programa mentorstvo, ker je lahko life changing, pač vse Slack je super, smo se o tem pogovarjali, ampak tudi mentorstvo, ki se ti posveti in ti pomaga, da prideš do pač, ne vem, mentori pomagajo na korakih, ki so tako pač ful prelomni v tvojem življenju in če dobiš ta pravga, je res super. Tako da sem zelo pozitivno izkušnjo in ta 1-na-1 komunikacija je, se mi zdi, največ vredna. Ja, to je pa tista kvalitativna, tak dolgotrajen odnos. Ja, jaz mislim, da mentorstvo, imamo tudi top mentorje, tukaj še tu delim, super, da si tu omenila. Tukaj imamo to podstran mentorstvo in recimo tiste, ki vas zdaj zanima, 30. septembra bo nov krog mentorstva, tako lahko iščete, recimo, ne vem, če se ukvarjate inženirstvo, lahko pogledate, koga imamo, pa poklikate, pa vidite točno, s čim se ukvarjajo, ali pa greste na njihov LinkedIn. Ali pa če iščete, recimo, da se selite novo državo, ne vem, da bi se selili zdaj na
zdaj vsi odhajajo na Portugalsko, ko pač je kul. Lahko tudi takoj pogledate, kdo je tam, pa kdo bi lahko pomagal. Ampak ja, mentorstvo je res super, no. Cool. A je še kakšnokoli vprašanje tudi za iskanje glede infomaila? Ne. Mislim, se tu sam pač na infomail pošljate, koga iščete. Sem dajte zmeram, tukaj bi še enkrat poudarila, najprej preverite na Slacku, ker je pač to najhitrejš. Če se pa ne odzovejo, pa zmeram lahko pišete na infomail, pa sem zraven napišite še razlog. Ne vem, ali je to osebna povezava, ali bi jih radi povabili k sodelovanju, ali kaj tasga, ker moramo pol mi nekako pisati osebi, pa povedati, če se strinjajo, pa zakaj bi jih povezali in tako naprej. In ponavadi, če imajo jasno vizibilnost, zakaj bi se povezali, tudi hitreje pol odpišejo. To je mogoče samo še ena stvar, ko bi omenila. Cool. Še karkoli, ko smo pozabili, a kakšno vprašanje? Dobro, bomo pa tukaj zaključili. Ful hvala vsem, da ste se pridružili. Še enkrat bi rekla, če se niste še, dajte se predstaviti, dajte biti čim bolj proaktivni, mi soustvarjamo pač društvo, ne. Tako da se pravim, bolj, ko je vsak od nas osebno aktiven ali pa povezuje, če vidite koga, ki išče kakšen nasvet ali pa povezavo, vi ste tudi tisti del vtisa, ko tu ustvarjate, tako da mi sam nekako ustvarjamo neke platforme, kjer se to povezovanje lahko ustvari, pa preložimo odgovornost na vas. Ne, hec, ampak res lepo vabljeni, da se čim bolj povežete, kakor smo od vsega slišali, ima vsak zelo lepo izkušnjo, no, da so se dosti članov odzove, radi pomagajo in se radi povezujejo. Tako da lep večer želim vsem, v katerikoli